Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljam, Robi. Zdravo, Matevž. No, v bistvu najbrž bo treba ta napovednik malo spremeniti, zato ker že zadnje 3 oddaje nimava gosta. Tako da na vsak način bo tudi goste imela, ampak danes sva spet sama. No in glavna tema današnjega pogovora oziroma današnjega oddaje podcasta so dogodki pretekli in pa prihajajoči. Zdi se mi, da je to jesensko obdobje zdaj že kar tradicionalno zelo bimovsko obarvano, tako da bova napovedala nekaj dogodkov, o katerih se namerava udeležiti oziroma pač za katere tudi veva, na katerih se bo v bistvu govorili nekaj o BIM-u. Tako da jaz bi vsem pa začel z dogodkom, ki se je odvil v Portorožu pretekli petek, se pravi 28.9. Ni sicer bil zelo bimovsko naravnan, sploh ne, ampak je predstavljal pa nekako delno tisto, čemur sva ta podcast tudi namenila, in to je poučevanje učenja z uporabe IKT nasploh. Robi, bila sva tam, imaš kakšne poudarke od tam, oziroma kako si zdaj vse skupaj zdel? Ja, najprej bi rad povedal, za kak dogodek je sploh šlo. To je bila ena konferenca z imenom Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT. Kot rezultat nekega projekta, ki se je odvijal v okviru vseh 3 slovenskih univerz in kamor seveda po sami vsebini sodi tudi poučevanje BIM-a. Zdaj ne bova šla čez cel program, pa ne bova zdaj vse komentirano, ampak kar bi jaz rekel, kar sem jaz od tega odnesel. Recimo, na eni izmed sekcij je bila cela debata o tem, ali se še vedno splača poučevati 2D ali pa 3D. Kar mislim, da BIM takoj najde v to noter. Kakšno je tvoje mnenje o tem? No, moje mnenje je v bistvu skoraj vedno enako. In jaz 2D ne bi čisto stran vrgel, zato ker vsem predstavljam nek korak, ki se ga skoraj nikoli ne da, ali pa se ga saj še nekaj časa ne bo dala čisto vreči. Še vedno bo, če konec koncev gledamo literaturo, in rečemo, v redu, v knjigah se je zbrano neko znanje, knjige so pač, še posebej tiste v papirni obliki, so pač 2D. In tist moraš nekako predstaviti in ne vem, kot rečeno, je pa vprašanje, z katerega vidika zdaj to vzeti, ali kar 3D, pa potem jeti nazaj na 2D, oziroma pač v obratni se je najprej razne narize, tlorise in podobne stvari, pa potem od tukaj naprej jeti v 3D. Ampak bom rekel tako, da niti pri svojem poučevanju na fakulteti ne uporabljam toliko 3D, ali pa sploh modeliranje nasploh, tako da nimam zelo takega trdnega mnenja o tem. Če se boš spomnil zadnjič, ko smo govorili o CGS Labs Connectu, sem razlagal, da zdaj gre v smeri, da bi se projektiral direktno v 3D, pa da je bil 2D, samo rezultat, ker zdaj je bolj kot ne obratno. Tudi če Archicad pogledamo recimo, ali pa ne vem, katerokoli primerljivo programsko orodje, ti v bistvu gledaš 2D, čeprav gradiš 3D. In tu je bila pa cela debata o tem, ker je bil dogodek namenjen vsem učiteljem osnovnih šol, srednjih šol in univerz. Debata je bila pa okrog tega, da v bistvu 3D modeliranje, 3D prostorsko modeliranje izboljšuje prostorsko predstavo ljudi in da bi zato naj šlo v 3D. Jaz osebno ne vem, če se s tem ravno strinjam, ker se mi zdi to, da je to velikokrat potem bližnjica, da sploh ni treba razmišljati, ampak se pa strinjam, da je treba o tem govoriti. Predvsem z našega vidika, z vidika BIM-a, z vidika projektiranja v 3D in odnosu do 2D. Ja, bi pa v bistvu, ne vem, ali je bilo to v uvodnem predavanju oziroma v teh plenarnih predavanjih od začetka,
je bilo v bistvu nekako poudarek tudi v bistvu na tem skiciranju, oziroma ne v tistem, ki je pač predavatelj govoril o SketchUpu, se mi zdi, ne? Da je pač na koncu koncev inženir nekako vedno ne bi bil tudi sposoben nekaj skicirati. Skiciramo pač na list papirja. Zdaj, ali je tista skica 3D ali je v bistvu neka 2D projekcija, je pa zdaj drugo vprašanje. Ampak mislim, da je te konc koncev ta zelo osnovna znanja, čisto grafomotorična znanja, so še zmeraj pomembna, no? Ker je v bistvu to deljenje teh informacij pa komunikacija nasploh v bistvu izjemno pomembna. In zdaj, če se znajdeš nekje na gradbišču, ko je treba nekomu nekaj dopovedati, kako se naredi, če ste kaj po gradbišču hodili, najbrž se vede kar nekaj stvari, kar po nekih stenah narisani. Ja, vse koncev to je tudi del inženirstva, da si razložiš problematične detajle skico. Ja, no, kaj so zdaj ugotovila, 2D ali 3D? Ne vem, še vedno ne vem, ampak vem pa, da bomo o tem slejko prej morali govoriti in da tisti, ki mislijo, da bomo lahko shajali brez 2D, se po mojem mnenju motijo. Ja, v bistvu bi pa mogoče tle izkoristil. Zdaj, niso bila ravno blazno uspešna pri tem, da bi privabila kakšna mnenja, ne, v zadnjih oddajah, ampak takšne stvari najo dejansko zanimajo, tako da bi predvsem morda kakšne študente oziroma zdaj že diplomirane inženirje, morda tudi študenti, ki poslušajo to, dajte napisati kakšen komentar o tem, ali se vam zdi to, da se najprej gre iz 2D v 3D, bolj pametno, bolj smiselno, ali kako drugače. Ne? Je pa najbolj zelo pogojeno tudi z osebnostno, v bistvu nekateri se morda z neko bolj prostorsko predstavo rodijo oziroma malo prirojeno zadevo, so bolj nadarjeni za to, recimo temu. Eni se pač, smo se morali to naučiti. Ja, ampak na istem predavanju so omenili, da se prostorske predstave da v večini primerov priučiti. Ja, tako je. No, kar je bilo še na tem dogodku omembe vrednega, so bila 3 plenarna predavanja. Bili so pač gosti iz Univerze v Tallinnu, Univerze v Gradcu pa Univerze v Lincu, najverjetneje vam imena ne bi kaj veliko povedala, ampak jaz, kar sem si zapomnil, je to, da je prvi gost govoril o digitalnih kompetencah za študente in učitelje in skozi sem imel v glavi tudi to, da bomo slejko prej začeli preverjati ali pa bodo začeli preverjati digitalne kompetence BIM menedžerjev in vseh, ki delujejo v grajnem okolju, kakorkoli povezanem z BIM-om. Potem drugo mi je bilo zelo zanimivo, ki je bilo o, kako prevedeš, learning analytics. Analizi učenja? Analitika učenja, kakorkoli. Šlo je pa za to, da v bistvu pripravljajo take programčke na telefonih pa tablicah, s pomočjo katerih se potem otroci oziroma mladi odrasli učijo. Ta analitika jim pa omogoča, da spremljajo njihov razvoj, pa usmerjajo poučevanje v tista področja, ki jim manjkajo oziroma na kateri so šibki. To mi je bilo zelo, zelo zanimivo. Sicer ne vem, kako bi se to prevedlo v nekaj bolj kompliciranega, pa kako bolj komplicirano okolje, kot je recimo BIM, ampak recimo, ne. Potem, ja. Ne, v bistvu morda pri tem, meni se zdi zelo, zelo zanimivo, ko je vprašal v bistvu, če mogoče profesori matematike vejo, s čem imajo otroci največji problem pri množenju, ne? Kjero množenje. Tista se mi je zdela super, ne? In odgovor je jasno 7x8, ne? Ampak kar je bilo meni zanimivo je to, da je bilo to vprašanje namenjeno publiki in je izstrelil iz publike en učitelj matematike, kar pomeni, da dobri učitelji vedo te stvari tudi brez neke analitike. Ja, to intuitivno vejo, ne? Ampak to, kar sem jaz potem razmišljal, je, da zdaj to je res relativno preprost primer. Ne? Se pravi, pač tabela otroci izpolnjujejo to in potem si pač sistem zapomne, pri katerih množenjih naredijo največ napak in koliko časa rabe, da se to naučijo. In dobiš tak nek lep graf oziroma pač tako matriko različno obarvano, ne? Ki je nekje zelen, ki je bolj rdeč. Meni je fascinantno to, da v bistvu
ne vem, če imamo mi kaj podobnega ali analognega pri samem modeliranju ali pa pri vodenju projektov. Ker v bistvu se mi zdi, da je ta neka povratna informacija o tem, kje so tiste napake, ki jih ponavadi delamo, kaj se moramo naučiti za to, da teh napak na naslednjih projektih ne bomo več ponavljali. Se mi zdi, da te povratne informacije dejansko nimamo oziroma nimamo nekako sistemsko rešeno, kako bomo zdaj sploh shranili oziroma prenašali znanje pridobljene skozi projekte na pač bodoče delo. Tako da z tega stališča se mi zdelo pa to v bistvu tako zelo pa za razmišljanje samo, ne, sploh zdaj, kako to tehnično izvesti ali pa sploh kako se tega lotiti, je pa najbrž drugo vprašanje. Mislim, da jaz ne znam razmišljati toliko izven škatle oziroma izven okvirjev, da bi si lahko predstavljal en tak sistem, ki bi to zajel. Ampak je pa ponudil mi eno novo razmišljanje, o katerem prej nisem niti pomislil, da bi na tak način lahko nekaj analiziral pa izboljšal, kar se mi zdi pa zelo zanimivo. No, potem bil pa še tretji, a si še hotel tega dodati? Ne, ravno. Ja, no, potem bil pa še tretji, ki je pa, o čem je bilo sploh tisto predavanje? Je bil pa IKT v bistvu pač user, oziroma govore je dejansko bil user-driven learning. Tako, ne? Ampak govore pa predavatelj je v bistvu računalniški strokovnjak, ne? Ni učitelj in je v bistvu predvsem govoril stališča tega human computer user interface, predvsem pa tudi kako te uporabniške vmesnike prilagoditi za ljudi, ki imajo neke določene omejitve, ne? Ali so slabovidni, ali so slišijo slabo in tako naprej. Ne? In se mi zdi zanimiv predvsem neka ta ugotovitev, ko uporabljamo zdaj neke take dosti klasične uporabniške vmesnike za komunikacijo z računalnikom, od tipkovnice, miške, morda nekega pisala. In je rekel, nekako poanta je bila to, da si zelo težko zmisliti nekaj novega, ker enostavno so te osnovne stvari tako daleč nekako ugrajene v same nas, v bistvu, da je zelo težko presekati to in reči, da bomo pa uporabljali nekaj drugega. Ne? Tako da zdi se mi, da je ta govor, ki je jasno zdaj v zadnjih letih postal nek nov način komunikacije, se mi zdi, da je edini, ki je tako blizu nam samim, da je v bistvu nam ni nek dodaten napor, da bi se to morali posebej naučiti. Ker bilo je zanimivo, da je vprašal, koliko nas v bistvu dejansko ima neko formalno izobraževanje v uporabi teh vmesnikov. Naprimer, kdo je dejansko naredil izpit iz tipkanja, naprimer. Ne? In mislim, da nihče v dvorani sploh ni bil na takšnem seminarju oziroma na nekem tečaju. Ne? Ampak se to enostavno priučimo skozi delo. Jaz sem ves čas tega predavanja bolj razmišljal o tem, da tudi ti vmesniki, s katerimi imamo mi opravka pri modeliranju v 3D, v bistvu nadaljujejo tradicijo nekih vmesnikov od prej. Če pomisliš, da greš iz 2D v 3D, se nekaj dosti spremenil. Tisto 3D pač s pomočjo cele vrste projekcij 3D kažeš na 2D zaslonu, pa potem z njim nekaj operiraš. In sem skozi razmišljal, kako bi se dalo to izboljšati. Še vedno mislim, da ti 3D vmesniki do takega modeliranja ne bojo še nekaj časa na takem nivoju, da bi lahko kaj več ponudili. Ampak ne vem, če pomisliš, smo pa res omejeni z neko tehnologijo preteklosti. Ja, in vsaj po besedah predavatelja v bistvu ni nekaj blazno novega na vidiku zelo hiter, ne? Tudi če dajejo vtis, da je. Ja, tako, ne? Ker jasno na vsake toliko časa se nekaj novega pojavlja, ampak kot rečeno, po njegovih besedah v bistvu se te stvari praktično zelo, zelo težko primajo, ne, v neko splošno uporabo,
ker enostavno je uporaba teh stvari, ki jih imamo, tako enostavna in še vedno dovolj dobra, ne, da nam ni neke hude potrebe po nečem drugem. Ne. Razen jasno najbrž v teh izjemnih primerih, kjer je jasno bilo omenjeno tudi, ne vem, razširjena resničnost, virtualna resničnost in podobne stvari, ne, kjer so možne neke novosti. Ampak smo še leta in desetletja do tega, da bo to na takem nivoju, kot je uporaba nekega zaslona na dotik, recimo. Ne. Je pa tudi res, da zaslon na dotik se uveljavil v zadnjih 10 letih. Pred iPod Touchom ga tak ni bilo. Mislim, je bil, ampak ni bil tako uveljavljen, pa da bi se tako zasidral v nek mišični spomin ljudi. Ne, seveda, dejansko se s pojavom pametnih telefonov od iPhona naprej, ne, kjer je bil pač prvi, ki je bil dejansko sam zaslon, ne, in si imel virtualno tipkovnico. Do takrat so bili vse neki fizični gumbi. Ne. Ok, to mislim, da je zdaj cela konferenca bila relativno dolga, ne? Bila je v odličnem vremenu, tako da nekateri izmed nas smo to izkoristili, ne? Nekateri pač ne. Ne, mi smo pa bili na teh 7 paralelnih sekcijah, ampak konferenca je bila res zelo obširna in nisi mogel vsega pogledati. V bistvu je bila kar huda, no? Da je to dejansko 7 sekcij sporednih je bilo. Se mi zdi kar malo preveč. No? Je pa tako, ne? Če hočeš toliko nekih vsebin stisniti v enodnevno konferenco, potem pač narediš 7 sekcij. Ne? To je bil en pretekli dogodek, ne nujno povezan z BIM-om, se pa tudi tiče BIM-a ali pa vsaj prihodnjih generacij, ki bodo šle skozi neke izobraževalne inštitucije. Mava pa en kup prihajajočih dogodkov za napovedati. Zdaj ne bi najbrž šla skozi te dogodke in napovedovala vsakega govornika posebej. Mogoče bova to morda za nazaj naredili, za tiste dogodke, ki se jih bova udeležili. Tako. No in če bo šla tako nekako kronološko, ne, začne se v bistvu že, kaj je to naslednji teden, 9.10. konferenca v Ljubljani, oziroma ta dogodek v Ljubljani, Adriatic BIM Academy. No in gledam spletno stran, oziroma pač vse to bo jasno polinkano v zapiskih, tako da vsekakor je pametno da ne boste posebej teh stvari iskali po internetu. Mislim vsaj, ko gledam program, se zdi zadeva tako zelo lepo strukturirana. Jaz upam, da se bom uspel udeležiti. Robi, mislim, da se ti zaseden takrat. Ampak, kaj praviš? Tole zgleda zelo redno. Prireja pa pilon, no, da ne bomo pozabili to. Ja, to sem ravno hotel reči, da prireja pilon, imajo pa potem še en kup sodelujočih organizacij, med drugim tudi SIBIM, pa ZAPS, pa Lejka, pa tak naprej. Jaz osebno mislim, da bo zelo v redu konferenca, ampak naslednji teden bo zelo naporen. Ne, da sem zaseden, ampak sem zaseden vse ostale dni. Zato najverjetneje ne bom šel na to konferenco. Bomo pa takoj zatem povedala, kaj je pa potem v naslednjih dneh. No, skratka, zato oziroma dejansko se vzporedno s to konferenco, tudi časovno, začne še Build Academy. Se pravi, tudi to se začne 9. do 10. oktobra. Ja, 9. je samo spoznavni večer, jaz se tistega zagotovo ne bom udeležil, ampak ja, naslednji dogodek je Build Academy, ki je letos v Ljubljani, pa v sklopu cele BIM konference, ki bo ta naslednji teden pravzaprav potekala v Ljubljani. En del je razdeljen, je namenjen študentom, drug del je pa čisto komercialna konferenca. In ta Build Academy se začne 9.10. 10.10. v bistvu ta nek uradni del, ko bojo študenti kaj tudi počeli. Letos je ta Build Academy na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, čeprav je bil prvotno predviden na Fakulteti za arhitekturo, ampak je zaradi nekih dogodkov bil prestavljen k nam na FGG.
Jaz apeliram na tiste študente, ki bodo to poslušali, dajte se prijaviti, zato ker take priložnosti prav kmalu ne boste več imeli, videti toliko stvari povezanih z BIM-om, se mogoče naučiti ogromno enih stvari, kar vam bo prišlo prav tudi potem pri študiju, pa še naprej v karieri. Kotizacija pa 20 € samo zato, da se pokrije hrana za vas, ne za ostale. Pa mi kot FGG nimamo nič s tem. Mi smo samo ponudili prostore, vse ostale v organizaciji te Build Akademije. Dajte se udeležiti. Je pa to namenjen študentom, ni namenjen ostalim. Za vse ostale pa potem se pa začne takoj po 10. se pravi 11.10. pa do 13.10., kar pomeni od četrtka do sobote. Je pa ta prava Build Euro 2018 konferenca, o kateri ste gotovo kaj slišali po različnih kanalih. To je pa en ogromen dogodek. Je pa tu en problem, a veš, ker problem je pri tej konferenci. Finančen? Tako, kotizacija. Kotizacija je pa v tem primeru, mislim, da je bila prvotna kotizacija 1770 €, kar je mnogo preveč za marsikoga, predvsem v Sloveniji. Je pa res, da so v zadnjih dneh in tednih to znižali na polovico za Slovence, tako da kotizacija pride pol. Če bo kdo v programu videl kaj zanimivega, če misli, da mu upraviči ta znesek, potem mislim, da se splača te konference tudi udeležiti. Jaz pa sicer ne navijam, jaz nimam nič z njo, jaz se bom udeležil te konference kot čist navaden gost, tako da ne bo kdo mislil, da dela kakšno reklamo. No, ampak mislim, da so pozabila povedati, kje ta konferenca sploh bo. Konferenca bo v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Ja, ta tako imenovana prava konferenca na Gospodarskem. No, a greva zdaj še malo na tuje, da je vse do zdaj bilo v Ljubljani? To je bilo vse v Ljubljani, sicer se bo zelo hitro vrnil nazaj v Slovenijo, ampak v bistvu to si pa ti izvedel, jaz sploh za to nisem vedel, to je pa Intergeo Frankfurtu. To sem izvedel na CGS Labs Connect. No, super. In to je, če vidim prav, to vse praktično zdaj, v prvi polovici oktobra, konferenca od 16. do 18. oktobra v Frankfurtu. Zakaj ne bi bilo to zanimivo? Zanimivo je zaradi tega, ker povezuje. To v bistvu, če si prebral, je za geospatial community, tako se pravi, v bistvu za geodete je zanimiva. Predvsem jaz si predstavljam to generacije terenov, prenosi podatkov, pač vse, kar je s tem povezan. Vidim tudi, da imajo za pametna mesta, pa ne vem kakšne vse rešitve. Jaz oziroma mi na to konferenco ne bova šla, ker ni v bistvu čisto iz najnega področja, bi pa znali biti zanimiv. Gledal sem moj program in je ogromno govora o BIM-u, povezavi v BIM, kako ga uporabiti. Vse te teme bodo pokrite, ampak se pravim, za mene osebno ni najbolj zanimiv, se mi je pa zdaj vredno, da se dogodek omeni. Ja, ta je v bistvu, koliko smo imeli že eno oddajo na temo BIM in GIS. Mislim, da je ta povezava vsekakor zelo predstavlja neko prihodnost, ne? Še posebej v deti se nekako po nekih straneh tudi skoraj želijo nekako na svojo stran pridobiti tudi te BIM podatke, ne? Kot geodeti, ki nekako skrbijo za te prostorske podatke. Želijo v bistvu nekako se postaviti tudi kot neki vzdrževalci oziroma tisti, ki skrbijo za dejansko BIM podatke o teh objektih. Ne v smislu načrtovanja, ampak predvsem tudi potem hrambe in potem povezovanja z drugimi lokacijskimi podatki. No, to je v Frankfurtu, potem se pa vrnemo nazaj v Slovenijo proti koncu oktobra. Tako, no, in oktobrske dogodke v Sloveniji zaokroža 14. slovenski kongres o cestah in prometu, kjer se pa seveda tudi ne bomo izognili BIM-u, sploh v luči vseh teh velikih infrastrukturnih objektov v Sloveniji, ki so se zadnje leta začeli izvajati, ali pa ki so se vsaj pripravljali. Imamo na eni strani Karavanke, na drugi strani imamo tisto železniško progo tam okrog Šentilja,
pa verjetno še en kup stvari, ki se bodo začele, drugi tir pa tak naprej. Ta dogodek, vsaj tisti, ki ste povezani z infrastrukturo, zagotovo veste zanj, pa se ga boste udeležili, bo pa tam konec oktobra, mislim, da je v Portorožu, na isti lokaciji, kot je bila ta IKT konferenca v poučevanju, ki so jo na začetku omenjala. Mislim, da je isto Grand Hotel Bernardin v Portorožu. Vidim, da so pa kot sponzori in umerjeni večina tudi teh, ki se pojavljajo na nekih BIM konferencah. No, zdaj smo pa že v novembru. Novembra je pa drug tak, sicer potem je malo premora s temi BIM-ovskimi konferencami, ampak sredi oziroma pač v drugi polovici novembra, natančneje 22. novembra, poteka pa CBIM konferenca, ki je to leto na Brdu pri Kranju. Mislim, da bova se to udeležila, ne, Robi? Ja. In najbrž tudi kaj poročala o tam. Ampak, kaj za dodati v bistvu za CBIM konferenco, je kakšna sprememba v ne vem, sklopih, kaj podobnega na samem načinu napram konferencam, ki so bile že izvedene pod okriljem CBIM-a? No vem, bova videla. Nisem opazil sem, da še ni čisto določen, kaj bo z BIM-atlonom, ampak bomo videli. Ta BIM-atlon ne bi bil predvidoma, ne? Dan, dva pred samo konferenco, ne? Saj tako so bile neke svoj čas informacije, ampak ne vejo pa natančno. Ne vejo pa natančno, kako bo z njim, tako da bova poročala sproti. No, potem je pa še ena, takoj naslednji teden po CBIM konferenci je pa BIM World, to je pa v Münchnu od 27. do 28. novembra. Romi, kaj planirava za to? En road trip? En road trip, da vidiva, kako je to na nekem globalnem nivoju. Pa bova potem tudi lahko mogoče poročala. Jaz bi na tem mestu izkoristil priložnost pa poslušalcev pozval, naj nama povejo, če so jim sploh zanimivi ti najni opisi dogodkov. Včasih imam občutek, da mi to sama se pripovedujeva, pa ni treba, ker smo bila tam. Dajte sporočiti, ali vam je to zanimivo, ali vam ni zanimivo, ali pokrijeva te dogodke, ali ne, ali kakšno je vaše mnenje. Ja, to je to. Glede dogodkov, jaz verjamem, da smo še kakšnega spustili, ali pa precej teh, če je kakšen posebej omemne vreden in bi želeli, da se pojavi v zapiskih, pošljite link, napišite, zakaj mislite, da bi bilo to pametno vključiti v ta seznam. Rade volje zraven napiševa, pa na ta način pomagava mogoče komu. Če ste pa morda celo organizator, pa pošljate vabilo. Najverjetneje niti ne veva za dogodek. Tako. Ja, to so glavni dogodki. Zdaj mislim, da ne bo res predolga, ker tole se je kar malo razvlekel. Nisem pričakoval, da bo tako veliko govorila. Malo pa še eno priporočilo, saj jaz sem ga pripravil, Robi. Ti nekaj štrajkaš zadnje čase? Jaz štrajkam. Jaz čakam, da bom lahko priporočil kakšen komentar od poslušalcev. Odlično, dobro. No, za ta čas, ne? Imam eno knjigo pripravljeno, ta sicer ni tista, ker sem obljubljal, da sem jih čez poletje prebral, ta je čist sveža. V bistvu je pa, jaz bom najbrž se čist zmotil v branju priimka, ampak mislim, da je Ken Koscielny. Skratka, avtor je delal na Apple v času samega razvoja iPhona, iPadov, sodeloval pri razvoju brskalnika Safari. Skratka, ni da ni, ne? No, knjiga, ki je napisal, je Creative Selection, Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs. V bistvu knjiga je fascinantna, saj stališča nekoga, ki je pač prvič, recimo temu Mac fan, ne? Po drugi strani pa recimo, da tudi kaj znam sprogramirati, tako da je res, pač ko govori,
kako so se trudili pripeljati nov brskalnik v Mac ekosistem, ker do takrat je bil samo Internet Explorer, ker se je v bistvu Microsoft zavezal z ne vem kolikimi milijoni, so dali takrat Apple in so ga dejansko rešili pred bankrotom in so se tudi zavezali, da bodo Word in pa Internet Explorer podpirali naslednjih 5 let na Mac platformi. No, v tem času pa je Apple se odločil, da bojo sami svoj brskalnik razvili. In lahko gibate, od kako so ga naredili. Ne? Robi, ti slučajno veš? Ne. Skratka, to je čisto po Applovsko. V bistvu on opisuje, ta Ken dejansko opisuje, kako so se tega lotili in so najprej gledali Mozilo. Takrat v tem času je bila Mozilla kot odprtokodni projekt že zunaj. En izmed sodelujočih na tem projektu je bil prej na Mozili, je tudi delal in je bil dejansko vključen v sam razvoj tistega brskalnika in se zaprobal najprej to v bistvu prenesti na Mac platforma. In so imeli cele težave s tem. Mozilla kot tak brskalnik je bil blazno napihnen, kode čist preveč, če se zdaj ne bom preveč zlagal, mislim za 1,5 milijon vrstic je bilo kode. Samo v pač temu brskalniku. No, pa so 1-2 zaposlili nova in je en izmed teh novih zaposlenih na tem projektu šel pogledati en brskalnik, ki sem mu rekel Conqueror. Ali se spomnim slučajno Conqueror? Točno to. To je pa KDE iz Linuxa. Točno to, iz tega grafičnega umestnika KDE, ki je KDE Project. No, in oni so naredili tudi ta brskalnik Conqueror, ki je imel pa potem, ko so šli šteti vrstice, oziroma so pogledali, koliko vrstic jih dejansko vključuje, jih je vključil približno 150,000 samo. Za isto praktično funkcionalnost. In v bistvu so dejansko vzeli tisti brskalnik in ga začeli, od začetka so ga zelo na grd način sploh spravili noter v Mac, da je sploh se pognal. No in potem so pa začeli luščati vse stran stvari, ki so bile nekako zelo tesno povezane s KDE okoljem in te stvari začeti napeljevati na knjižnice, ki jih je pač Mac imel vključene. Tako da zelo zanimivo poglavje. Skratka, in takšnih je še polno. Tako da priporočam branje, se pravi, kaj od tega vam je znano, razni KDE, Gnomi, Nautilus in podobni, vse to je noter omenjeno, tako da je res meni zelo fascinantno branje. Ok, to je to. Mislim, da sva povedala dovolj. Robi, kaj za zaključek za dodati? Ne, samo še enkrat bi pozval, oglasite se kaj, da ne bova sama se pogovarjala sama s sabo. To lahko narediva tudi tako, da vrat odpreva, ne da se po Skypeu pogovarjava. Tako je. No, skratka, pridružujem se temu pozivu, Robi, za danes pa najlepše hvala in jasno poslušalcem. Upam, da se kaj oglasite in slišimo se spet čez 14 dni. Adijo. Adijo.